V prejšnjem videu sem povedal, da smo formirali dvojno dno. To je sicer bullish vzorec, mi pa takrat ni bilo najbolj všeč, da smo se toliko zadrževali tam na 48.000. No, to mejo smo zdaj prebili in očitno bomo šli še gor. Dokot le. Lep pozdrav, z vami sem Explicit, to je hiter update in tako predlagam, da se kar potopimo v grafe. Gledamo Bitcoin dnevni graf. In wow, smo imeli danes prav lepo eksplozijo, prav fascinantno za videti. To je naš prejšnji bearish scenarij, ki sem ga jaz obdržal še zaradi našega gramofonskega trikotnika tukaj, ki je bearish in še vedno predstavlja neko potencialno nevarnost. Torej, tukaj se nam je formiralo dvojno dno ali double bottom in prišli smo do prejšnje višine 48.000, ki je bila tudi močna meja že odprej. V prejšnjem videu sem povedal, kaj nas čaka, če te meje ne prebijemo, torej podpori pri 45.000 in 43.500. No, to mejo smo zdaj prebili, tako da to pomeni, da gremo naprej, ampak dokot le. S to današnjo svečko smo kot nič prebili to mejo oziroma naš prejšnji vrh, kar je tudi v bistvu zelo dober znak, ampak moramo še počakati, da se ta današnja svečka konča. Tako da ne smemo sklepati prehitro. Ustavili smo se pri 54.000, to je meja, ki jo je marsikdo omenjal, ampak jaz ta glavno oviro vidim tukaj, v tem stičišču, to pa je nekje od 57.000 do 58.000, recimo, če potegnem po tej črti kar. Tako da ja, trenutno se mi zdi kar velika možnost ta, da dosežemo 57 do 58.000, imamo manjši popravek, tam nekje do prejšnjega vrha, tukaj pri 53.000, torej da gremo do tle gor, se popravimo malček dol in potem se odbijemo in prebijemo še to mejo. To je tudi Bitcoin dnevni graf in pred sabo imamo naš cup and handle vzorec oziroma skodelico z ročajem. In očitno bomo ta vzorec izpeljali prav do pikice natančno. Ta Fibonacci bomo odstranili, ga ne rabimo več. Torej, kot sem povedal že v prejšnjem odseku, pričakovano je, da prebijemo tole mejo in prejšnji vrh, 53.000, 53, 52, tam nekje. Sicer smo ga že, ampak dan še ni končan. Gremo morda do 57, 58.000, tam nekje. In imamo potem manjši popravek do 53.000, se od tukaj odbijemo in na to prebijemo še to mejo od 57.000. Isto je tudi zanimiva situacija pri altcoinih, to je dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov. In tudi tukaj se nam lepo izrisuje skodelica z ročajem ali cup and handle. In tudi pri altcoinih imamo tukaj dvojno dno, ampak so malček za Bitcoinom in očitno moramo tukaj tale vrh še prebiti. Malček smo res za Bitcoinom, ampak jaz mislim, da mu bojo alti kar hitro sledili. In zelo silovito tudi. In vsekakor mislim, da bodo dosti bolj eksplozivni, kar se zna pokazati tudi v bodočih par mesecih. Tako, to je bil le kratek update, hvala vam, da ste si ga ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Se strinjate s to analizo ali se ne strinjate? Ste morda opazili kaj drugega, nekaj, kar sem jaz pregledal? Ali imate morda kakšno vprašanje? Kar napišite mi svoje komentarje spodaj, zelo jih bom vesel in tudi komaj čakam, da podebatiram z vami. Tak update, kot je ta danes, se lahko zgodi kadarkoli, zato je res najboljše, da se vpišete na kanal in nastavite obveščanje, da boste o takih videih tudi takoj obveščeni. Resno, če ne nastavite obveščanja, vas bo YouTubeov algoritem zelo redko obvestil o novih videih na vašem zidu. To sem stestiral, tako da lahko potrdim. Tako torej, lep dan vam želim še naprej, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.